ne bo nam usiljeval fantomske koalicije. Da smo nekje na pragu tistega zadnjega razkroja tranzicije. Da imamo se pravi čisto srce, zdravo pamet. O ne, zdaj le nekdo bo zgubil igro glasbenih stolov. Robert Golob, tisti, ki deli nauke. Resno, Robi? To je tedenski safari, podcast, ki ga spremljajo levi in desni, pa tudi levi in besni. Z nami je tudi novi mandatar, pa ponoven tudi Robert Golob, ki se je nenadoma vrnil iz daljše karantene. Pa ljubljanski župan Zoran Janković, ki vse bolj trepeta pred mestnim referendumom. Reper Darko Nikolovski in levi intelektualci. In Vojko Volk ter Joško Kadivnik, ki sta naposled po 2 dolgih mesecih le ugotovila, da posnetki Dominike Švarc-Pipan niso ustvarjeni z umetno inteligenco. Peter pa tudi črna kocka, ki se danes vozi okoli pred parlamentom je z nami. In je že bila oglobljena. Ne? 160 evrov je stalo kolesarjenje v črni kocki, najbrž domnevava zaradi oviranja prometa. Ne? Tako je, ne? Zakaj je kolesarila črna kocka okoli parlamenta? Ne? Dobivamo novega mandatarja, oziroma zdaj, ko snemamo, ne, še dobivamo, ko bodo gledalci gledali, smo ga pa predvidoma že dobili. Ne? Tako, ja, imel je Janez Janša približno 20-minutni nagovor na začetku današnje izredne seje. Predlagam, da tisti najbolj, bi rekel jaz, simbolni del tega nagovora pogledava za začetek, pa pokomentirava. Poglejva. Nihče se ni predstavljal, da bo lažje ubraniti komaj razglašeno in na noge postavljeno samostojno državo pred takrat na papirju 4. najmočnejšo armado v Evropi, kot pa demokratizirati državo in z neko resno tranzicijo vzpostaviti demokratični in pravni red, v katerem bomo vsi enaki pred zakonom, v katerem bodo človekove pravice spoštovane in v katerem nekateri ne bodo tako kot prej 50 let verjeli, da jih je zgodovina postavila na oblast. Žal je Slovenija tranzicijo opravila nekako na pol in tako nas tudi v prihodnjih letih čaka dvojno delo. Se pravi, dokončanje nekaterih procesov demokratizacije, ki pač niso bili uspešno zaključeni, ker so se na nekaterih uradih zgolj zamenjali napisi z nazivom institucije in imeni, tisti, ki sedijo, vsebina pa je ostala stara, tudi potem, ko so se ljudje zamenjali, ampak so prišli njihovi sinovi, nečaki in tako naprej na ista mesta. Ja, evo, Janez Janša, ne, zanimivo mi je bilo to, ne, ko sem gledal, pred njim je nastopila že Jelka Godec, ne, s tako čustveno predstavitvijo, da bi se kar kakšna solzica utrnila. Kamen bi zajokal ob tem. Medtem ko Janez Janša, recimo, sem pa opazil, ni bil posebej vzhičen, navdušen, ker nekako z nekim težkim bremenom se podaja v ta svoj 4. mandat, ki, moram pa tudi tukaj priznati, ne, nisem že nekaj časa nazaj nisem verjel, da je možen. No, nekako se mi je zdelo, da po 3 mandatih in po odbojnosti, po vseh zaklinjanjih, kako z njim pa nikoli več v vlado, nekako nisem čisto verjel, da bo sestavil še 4. Tudi če gledaš tehnično, da ostaneva pri tem nastopu, dolžino samega nastopa, v preteklosti smo bili v tako bolj prelomnih trenutkih pač nekako priče tudi kakšnim res dolgim traktatom Janeza Janše. Danes je bilo to zelo tako jedrnato v slogu, kot bova še kasneje pokomentirala koalicijske pogodbe, 15 minut, neki ključni poudarki nadijo. Ne? Druga stvar, ki bi rekel čisto vsebinsko, pa z diagnozo na pol opravljene tranzicije se jaz v načelu strinjam. Če vprašaš recimo mene, kot vendarle mlajšega človeka, starega dobrih 40 let, ki je nekako zrastel skupaj s to Slovenijo, pač sem letnik 84, evo, da si bojo gledalci lažje predstavljali. Jaz bi rekel, smo izjemno lepa, tudi izjemno bogata država, če gledaš v globalnem merilu,
Pa vendarle se ne znebim vtisa, da smo ena taka zatohla postkomunistična državica, ki jo je tako razvojno, pa vedno bolj tudi politično in kulturno težko. Iz leta v leta težje postaviti na ta razviti zahod, ne? In enakost vseh vrst. Eno vrsto enakosti bova še odprla pri tem zdravstvo, ki me je še posebej vrgla iz tira ta teden. Ne? Enakost ne samo, da smo mi postavili pred razvoj, mi smo enakost v tej državi postavili mnogokrat pred zdravo pamet. Zdaj, če se v diagnozi strinjam z bodočim mandatarjem, bi mu pa glede njegovih običajnih terapij, ne, ko se potem loteva teh bolezni tranzicijskih, ne, pa svetoval ali pa zaželel več modrosti kot v njegovih prvih 3 poskusih. Bom zelo kratek, kaj s tem mislim. V preteklosti se je neka brezglava macho man kljubovalnost za vsako ceno v glavnem nekako izrodila v situacijo, kjer je bilo veliko rompompoma, malo pa se je v praksi spremenilo. Zato bi tokrat rekel malo manj ega, učinkovitejša izvedba in ko sem ravno pri izvedbi, posledično, kar se ministerske ekipe tiče, manj lojalistov, manj prežvečenih strankarskih obrazov, mlajši, bolj motivirani ljudje. To bova pa lažje čez kakšen teden ocenila, ko bo ta razrez že bolj javno na mizi, sploh kar se tiče stranke SDS. Ja, še posebej, ker Janša pravi, ne, do zdaj smo usklajevali vsebino o ministerskih mestih, se še nismo pogovarjali. Zdaj, zanimiv je bil ta zgodovinski ekspoze, s katerim je začel, ne, se pravi iz zgodovine v prihodnost. Mi je po svoje blizu ta pristop. Tudi recimo zaželel vse najbolje Lojzetu Peterletu, ki se bori z boleznijo. In na drugi strani, torej kratko jedrnato, morda tudi špiknil koga na drugi strani, ne? Lahko smo slišali kasneje še Roberta Goloba o najhujšem škandalu v zgodovini Slovenije. Se mi zdi, da je tukaj Janša bistveno bolj prizemljeno nastopil, ne? Medtem ko pač Golob še vedno izvaja dramo. Zdaj sledi še dobrih 6 ur razprave o mandatarju. Povejva, da mi dva tole snemava rahlo popoldnevu, tako da verjetno, preden končava, ves ta najin produkcijski proces še ne bo izglasovan Janez Janša. Tako da rezultata še ne bomo imeli. Pričakujemo pa, da bo nekako pravzaprav ali 48 ali 50 Jaz bi še tako dopustil, ali 47, da vidimo, kaj bo res z Robertom Potnikom, ali 48, ali kot si rekel, z 2 manjšinskimi poslancema 50. Mogoče bi se sam še mal na koalicijske partnerje zelo na hitro tukaj obrnil. Zdaj, novost v tej 4. Janševi vladi, ki nastaja, je, da SDS ne bo imela preglasovalne večine na vladi, torej med ministri. To je po eni strani pomembna varovalka, ki pa jo seveda treba uporabiti. Zdaj govorimo o NSI-ju in o demokratih in jo je treba seveda po pameti uporabiti. Po eni strani izgovora, da so kakšne res neracionalne, bom rekel, kar neumnosti potrjene, kot so recimo tiščali nojevsko glavo v pesek v Levici, pa v SD-ju tokrat ne bo, ker vendarle Levica je to moč imela. In bi nekako obema partnerjema svetoval, da to vojno, če ju narekovaju tako rečemo, se grejo takrat, ko gre za vprašanje nekih osnovnih vrednot ene ali druge stranke, in verjetno ne prezgodaj v mandatu, če smo politično realni. Zdaj za demokrate bi rekel, imeli bojo izjemno zahtevne resorje. Za enkrat recimo govorimo o zdravstvu, to je ena cela fronta, ki se je odprla pod prejšnjo vlado. Gospodarstvo in delo pomeni boj, 4-letni boj s sindikati, pa z Branimirjem Štrukljem in tako naprej. Slišati je tudi, da 3. resor prav možno ne bo kultura, ampak bistveno bolj žgoča pravosodna tema, zdaj ali je to notranje zadeve ali to pravosodje, skratka implementacija tega skoka. Zraven pa bo moral Anže Logar paziti še na kohezivnost poslanske skupine, ki po mojem ni samoumevna, kljub temu, da so zdaj ta prvi test nekako uspešno, ali pa ga bojo danes recimo prestali. Pri NSI-ju bi pa rekel tako, 3 pomembni resorji, infrastruktura, obramba. Tukaj bo po mojem na teh 2 resorjih nekako simbolno močen boj proti omrežjem prejšnje Golobove koalicije, se pravi energetski vplivi Roberta Goloba pri infrastrukturi, na drugi strani ta Dovos in Damir Črnčec, kar se Morsa tiče.
kolikor slišim neuradno kmetijstvo kot tretji sigurni resor Nove Slovenije, ne, ob teh vsebinskih nalogah bi pa rekel, da oni predvsem morajo paziti vendarle tudi na svojo strankarsko estetiko, ne. Kaj ste, mislim, obstaja vendarle razlog, to mislim, da se bo strinjal, zakaj ne tako zanemarljiv del desne sredine raje voli NSI kot SDS. No. Ja, drži, bom tukaj dopolnil še mogoče s tem, da opažam morda, da se pri Janezu Janši, ne, tukaj mu treba čestitati, ne, torej, da se kaže vendarle tudi ta neka izkušenost, da je vsaj v prvih nastopih manj ciničen, manj sarkastičen, bolj umirjen in bolj takten. Torej, sama koalicijska pogajanja do tega trenutka je vodil pravzaprav izrazito strateško. To se pa lahko strinjam, ja. Stvari niso uhajale v javnost. Sploh, če primerjaš z uvodnim poskusom Roberta Goloba, je pa to... In tudi, ko gledava koalicijske partnerje, se mi zdi, da se, če smo začela s to idejo prehoda ven iz tranzicije, ne? Če so na začetku tranzicije desni pol vodili entuzijastični in zelo, bom rekel, dobrohotni, pa vendar politično sorazmerno neizkušeni voditelji, pač nekako je to razumljivo, glede na to, da razen komunistične partije, drugih možnosti, kjer bi v Jugoslaviji recimo pili v svojo politično žilico, ni bilo mogoče najti, ne? In tudi politika je ne nazadnje stvar, ki se jo moraš priučiti, ki je, bom rekel, tudi izmojstriti, ne? In se mi zdi, da se pozna tukaj predvsem še bolj v NSI-ju, no, morda, pa tudi pri demokratih, ne? Da imamo zdaj na sceni pravzaprav izkušene politike v svojem, bom rekel, tem politično gledano vrhuncu starosti, ne, torej med 40 in 55 letom, ne, so se nekje šteje kot tisti vrhunec, ne, ko ima politik največ energije. To so leta, ko si ali nisi obetaven, ne moreš biti pri 40. No, to hoče reči, ne, da pač so in te, ki so zdaj, ne, na vrhu v teh strankah, ne, so odraščali praktično s politiko od podmladkov in še prej navzgor, ne, tako da imajo zdaj tukaj, bom rekel, dolge politične izkušnje in upam, da jih bodo tudi po koncu pogajanj, ne, znali uporabiti, ker, kot si rekel, vojne bodo tako ali drugače, oziroma so jih sindikati, kolesarji in tako dalje že napovedali, tako da tukaj pravzaprav od večnih vojn ni treba iskati bolj, kako taktično peljati tiste, ki se bodo tako in tako pojavile, in seveda peljati take, ki potem pripeljajo do nekega rezultata, se pravi, da se ne zatikaš v nekih stvarih, ki jih na koncu tako in tako moraš požegnati, ne, samo da si pač naredil celo dramo ob tem 2 meseca. Jaz bi zdaj preden greva v zgode in nezgode tega tedna in roko na srce, ta teden je kar bil močen, tako zgoščen, ne, bi za hip samo pokomentiral to našo novo opozicijo, ne, se pravi Svoboda, Levica in SD. In sicer z ocvirki že iz današnjega začetka oziroma prvega dela te izredne seje, ki pravkar poteka. Omenila sva črno kocko in ta Golobov stavek, zdaj po vrnitvi iz Svete Helene, ne, kot Napoleon je šel tja po porazu pri Waterlooju, ne, in se mu je menda mentalno stanje tam naglo poslabšalo pod britanskim nadzorom. Zdaj ne bi sodil, kaj točno se je v vmesnem času 4 tednov izginotja zgodilo z mentalnim stanjem Roberta Goloba, pa vendarle. Koristilo mu vendarle ni, ne? Koristilo mu, po mojem, sodeč po prvih izjavah ni. Ali pa demenca, recimo, tudi ne, se je omenjala pri Napoleonu takrat, kar bi pri Golobu lahko sklepali iz stavka: edina moč ljudstva so referendumi in to nam zdaj želite vzeti. Če se pravilno spomnim, ne tako dolgo nazaj je bil referendum o umetniških pokojninah, ko je Robert Golob s položaja predsednika vlade pozval lastne volivce naj bojkotirajo referendum. Tako da očitno ima Sveta Helena tudi na Goloba podoben vpliv kot na Napoleona. Sicer pa Borut Sajovic, no, tako bolj za šalo kot za res, njegov stavek, da po vsakem dežju, in to je seveda Janševa vlada, posije svobodno sonce. Ne? In Asta Vrečko, to je pa zelo zanimivo, nekaj citatov sem si izpisal iz njenega nastopa. Janša bo po njenem vodil politiko ideološkega in kulturnega boja, napadov na drugače misleče, razdvajanja in plenjenja skupnega.
povej mi, a ni to popoln opis Roberta Goloba 2022-2026? Mislim, da je letvica postavljena kar visoko, ne? In mislim, da je povzela besede Milana Kučana iz nedavnega intervjuja za Reporter. Lahko pričakujemo, da bo ta različica Janeza Janše najhujša in najbolj napadalna od vseh. Pred nami je kandidat, in tukaj sem še enkrat videl Roberta Goloba, ki oblast potrebuje za to, da se maščuje kritikom, da se odplača dolgove tistim, ki so mu pomagali priti na oblast. To je 4 leta počel Robert Golob, ko je odplačeval te kredite v ulici, ki ga je postavila za mandatarja, da se pod preprogo pomete svoje grehe, GEN-I, račun v Romuniji in tako naprej, in da s pritiski na neodvisne organe vpliva na postopke. Mislim, zdaj, glede Milana Kučana bi rekel samo to, ne, da če bo za tranzicijsko levico to najtežji mandat Janeza Janše, mislim, da to niti ni nujno slabo, oziroma bo to v Sloveniji morda celo koristilo. Ne. Več ljudi, s katerimi sem se v zadnjem mesecu in pol pogovarjal, ne, nekako ocenjuje, da smo nekje na pragu tistega zadnjega razkroja tranzicije, ne, pravijo pa, da zver, ki propada, ne, torej takrat, ko že orang propada, ne, najbolj nekako opleta z repom in tudi najbolj smrdi, ne, ko že pač napol razpada. To popotnico 16. slovenski vladi, jaz mislim, da ljudje, ne glede, zelo veliko ljudi, no, predvsem mlajših, ki niso tako ideološko zacementirani, čaka, da se iztaknemo po 35 letih iz neke zatohle tranzicijske kloake, vendar pa verjamem, kot sva oba omenila, da bodo enako tudi zelo razočarani, če bo šlo v tem mandatu preveč energije, recimo, za pisanja na X-u, več kot v samo izvedbo teh sprememb. Oziroma, da si ne jemlje preveč, ne, ko si rekel, kaj so napovedovali, ne, zgleda Roberta Goloba, ne, torej, da če je Robert Golob spustil nek standard res upoden, morda ni dovolj, da se reče, no, sej bomo mi počeli isto, morda kakšno stopnico višje, recimo v tem smislu tudi lahko rečeva, je bil ta teden podpis koalicijske pogodbe. Ne, pa mogoče za zaprtimi vrati bova pokazala in pa, kot sva že omenila, vrnil se nam je tam nekje po 24. 25. aprilu, prvomajskih praznikih, rojstnem dnevu svoje drage in še čem Robert Golob. Ne. Pogrešali smo ga. Poglejva najprej tole. Sej ne gre za zaprtimi vrati, iz tega ne delamo nek politični šov. Usklajen in podpisan je program za uspešno Slovenijo. Z uresničevanjem tega programa se lahko Slovenija ponovno dvigne iz zaostankov. V Novi Sloveniji beseda velja. In kar smo obljubljali pred volitvami v Državni zbor, to danes podpisom koalicijske pogodbe uresničujemo. In Janez Janša naj se zamisli, ali lahko on deli nauke o državotvornosti, o suverenosti komurkoli. Zato, ker zadnja dognanja o aferi Black Cube so pokazala, da je Janez Janša pripravljen izdati kogarkoli, tudi našo državo. Zdaj, najprej bi jaz na samo scenografijo, dramaturgijo dogodka, torej podpisa koalicijske pogodbe. Meni se to podpisovanje za zaprtimi vrati zdi relativno slaba odločitev. Vsi vemo, da je ta nova vlada brez očitnih zaveznikov med velikimi mainstream mediji. Ne samo, da je brez zaveznikov, čakajo jo na nož, skoraj podobno, kot jo čaka opozicija v parlamentu. In zdi se mi, da s takšnimi potezami se ta strelski jarek, torej med novo vlado in med temi velikimi mediji, samo poglablja, mogoče celo nevede in nehote, ne? Nepotrebna neka slaba volja, vtis neke nedostopnosti, skoraj sovražnosti. Po drugi strani se mi pa zdi, da gre tudi za tisto osnovno definicijo dojemanja javnega in javnega prostora. Ne? In kaj je javno, če ne Vlada Republike Slovenije? To je vendarle od nas vseh, ne? In če to tudi kot vladar dojemaš na ta način, torej vlada pripada ljudstvu, ne? Potem mora biti podpis akta, kot je koalicijska pogodba, javen. Zdaj, pristopi so lahko različni. Lahko bi bil to kratek fototermin za fotografe in snemalce, ki bi pač posneli to polaganje rok na koalicijsko pogodbo. Minutko, 2 se spusti kamera noter, vsak od predsednikov bodoče koalicije da 4-5 stavčno izjavo in potem odide brez vprašanj. Vtis bi bil že nekoliko drugačen, ne? In
moj piker komentar glede na količino PR-ovcev, sedanjih in nekdanjih, predvsem v eni od koalicijskih strank, in to je Nova Slovenija, ne, bi vendarle pričakoval malo več te prijaznosti, mehkejšega, drugačnega pristopa. Tako da ta vtis ni bil najboljši, recimo. Ja, zdaj sicer, ko poslušamo medije te dni, ne, se kar nekako že prejudicira, kako bo prihodnja vlada katastrofa. Ne. Saj to je vse res, ampak je treba biti večji od tega. Ampak je pa tudi res, ne, da niso vsi novinari kar a priori nenaklonjeni. Ne. Jaz sem bil celo v parlamentu tisti dan, takrat, ko se je to dogajalo, ne, kamere so čakale na vseh izhodih iz parlamenta, ker niso vedeli, kje bodo ujeli koga, ne. Nekateri so se jim izmuznili, nekateri se jim niso, ampak bistveno lepše bi spadlo, no, če bi pač te izjave lepo dali, povabili medije in to naredili lahko zelo kratko, ni treba zdaj stotine vprašanj, pa vendar. Ne. Pri čemer pa mi je smešno, Robert Golob, tisti, ki deli nauke, resno, Robi. Zdaj, če pogledaš še koalicijsko pogodbo, ne, 35 strani. Ne, 80 plus je imela Golobova. To sploh lahko verjameš glede na to, kako je mandat kasneje izpadel. Pač. Ob tem, da pri 35 straneh, ki jih ima trenutno, ne, si lahko rečem samo, če bodo izpolnili vse, kar je zapisano v koalicijski pogodbi, mislim, da bo Slovenija se izstrelila, ne, med neke, bom rekel, tigre, ali kako se že temu reče, ne, evropske tigre. Zdaj je zelo ambiciozna. Zelo eksaktna je, ne, sej, ko govoriš o kratkosti pogodbe, ravno to je. Jasna je podrobna in konkretna. Poglavje je toliko, kot je resorjev v bodoči vladi, se pravi 14+1, še tisti resor za zamejce, ne, in je zelo malo, no, kakšna vseeno, se to skoraj je folklora in mora biti, ampak zelo malo puhlice v tem tekstu. In kar se meni zdi ključno, ne, bi izpostavil recimo neke točke, ki meni rezonirajo kot najmočnejše in bom tudi dejansko najstrožji do te vlade ravno na teh področjih, torej poslovno okolje. Nek kisik, nek optimizem gospodarstvu, nek zagon in motivacija za ustvarjalne, pridne ljudi. Druga stvar, ki si jo želim, res bi rad videl nek preboj, neko spremembo na bolje v zdravstvu, ker se mi zdi, da smo zelo nizko, morda najnižje po osamosvojitvi. In tretje, ta zelo dramaturško napovedovani boj proti korupciji, ustanovitev skoka. Mislim, da Slovenija potrebuje zgodbo po vzoru Hrvaške, torej da se ena velika riba usede za to, da nastane v družbi vtis, da po 35 letih nedotakljivih ni. Ostajam skeptičen do tega, kako to bo, in se mi predvsem zdi zelo pomembno prav poimensko tudi, kdo se bo s tem ukvarjal, recimo, ne. Vsekakor, jaz bi se strinjal, dodal bi morda še par področji. Torej, poleg že tvojih omenjenih, mi je v oči padla, no, torej ta odnos do družine, se pravi, recimo tudi neke novosti od družinske dohodnine do stanovanjskega vprašanja, ne, se mi zdi, da je tukaj nagovarjanje dejansko, mislim, vsaj v koalicijski pogodbi zapisano kot tisto, kar recimo slovenski nepremičninski trg stanovanj v veliki meri potrebuje, torej sprostitev za najemodajalce, znižanje davkov, potem sprostitev gradnje, ne, torej lažja gradbena dovoljenja. Potem naslednja stvar, ne, ki že omenjeno, torej gospodarstvo in pa šolstvo, ne, se pravi večja avtonomija učiteljev, ne, manj birokracije tako za učitelje kot tudi za zdravnike. Zdaj, to je lažje napisati kot storiti. Ne, kako doseči torej to ideološko neodvisno šolo, ne, v prihodnjih dneh bomo še o tem pisali tudi na portalu zanima.me, kaj vse je možno najti v slovenskih šolah ta trenutek. Ne. Tako da tukaj so, bom rekel, zelo optimistične, ne, tudi zelo ambiciozni, bom rekel, koraki. Ne. Morda mi je bilo pa zanimivo, da kljub govoru Janeza Janše glede obrambe, ne, ni zaznati noter, ker recimo niti nobenih korakov v smeri recimo obveznega vojaškega oziroma obrambnega usposabljanja, no, tukaj pa ostajamo pravzaprav na istem, kot smo bili, zgolj pravzaprav nastanek srednje bataljonske skupine je nekako obljubljen in pa posodobitev vojske. No. Zdaj, greva mogoče k Golobu, ne. Golob se je ravno ob robu podpisovanja koalicijske pogodbe, hkrati, ne, vse to bova omenila, z ustavnimi pritožbami, z oživitvijo afere Black Cube in vsem tem,
pojavil po, vsaj moje štetje tako kaže, po več kot mesecu dni. Ne? In to potem, ko je popolnoma zavozil svoj del koalicijskih pogajanj, če se spomneva, NSI-ju in demokratom je ponudil vlado, v kateri bi jih v vsakem momentu lahko preglasoval skupaj, torej Svoboda in Levica, torej skupaj z Lukom Mescem. Ne? Že tako je bilo nemogoče si predstavljati, da bosta Anže Logar in Jernej Vrtovec kadarkoli v vladi z Lukom Mescem, sploh pa ne v vladi, kjer bi imel preglasovalno moč. Ne? Ponudil jim je, če pogledaš nazaj, skupaj obema strankama 5 ministrstev, zdaj si obetata 8, ne? Torej celo bosta imeli skupaj preglasovalno moč nad SDS. Ne? In rekel bi tako, da vsa ta dramaturgija, ki sledi tudi kasneje v najni epizodi, ne, ki se je zapeljala in dogajala v zadnjem tednu, je v resnici eno veliko obupano reševanje zadrege pred volivci te leve sredine, ker je Robert Golob, upam si reči, tako epohalno zavozil pogajanja po volitvah. Od ideje o se bova šla po vrsti o tehničnem mandatarju do oživitve afere Black Cube, ki so jo dali v mikrovalovko oziroma bi rekel air fryer po mesecu 2, ne? In celo ustavnih pritožb za razveljavitev volitev. Veš, kakšen vtis imam? Po mojem je vsak od nas, ki smo že malo dlje v akciji, ne, imel kakšnega vodjo ali pa šefa, ne, kjer so delali drugi, torej ko je bilo res treba garati, ne, so oddelali drugi, on pa je prišel na koncu samo ustvariti vtis, da je bilo vse skupaj, kar je narejenega, njegov plan, in to je recimo s tem videom, ki ga je v četrtek popoldne objavil naredil Robert Golob, ne, pri čemer smešno bova videla še njegov nastop v večerni oddaji 24 ur, tam je omenil, da zadnja 2 meseca sta bila po volitvah izjemno delovna, je rekel, ne? Pri čemer ga zadnje 4 tedne ni bilo nikjer, razen na 2 dogodkih, in to je 40-letnica Tine Gaber Golob in tista ceremonija Zorana Jankovića, ki vsako leto poteka na Ljubljanskem gradu. Čakaj, žurka za Tino Gaber je pa vendarle garanje. Do 4 zjutraj, to je res. Ja. Zdaj, Robert Golob, ne, kar me še posebej zabava ob tem, ne, je, kako se gleda skozi oči recimo nekih medijskih objav, ne, bomo zdaj videla posnetek, ne, se pravi, ko je prvo vprašanje, ne, kaj boste naredili, da na oblasti ne bo Janez Janša, ne, a si predstavljaš, da bi recimo 4 leta nazaj Janeza Janšo nekdo povabil v večerno, kaj boste naredili, da Robert Golob ne prevzame oblasti, ali pa kogarkoli drugega, ne, recimo, ne vem, kakšno je to vprašanje, predlagam, da si pogledamo mogoče res ta posnetek, ne, ki to nakazuje, ne. Kaj vse ste, gospod Golob, pripravljeni storiti, da Janez Janša ne pride na oblast? Nič, to je zadnji korak. Prvi korak smo naredili v ponedeljek, ko smo predsednici poslali pisno ponudbo za podporo tehničnemu mandatarju do predčasnih volitev. S tem želimo pokazati, da se Svobodi ne gre za oblast, meni samemu še najmanj, temveč da smo pripravljeni zaupati legitimno izvoljeni predsednici, da postavi mandatarja za čas do predčasnih volitev. Hkrati pa pričakujemo, da bo Ustavno sodišče, ko bo preučilo vse dokaze, znalo zavarovati suverenost in demokracijo v državi. Če bo prišlo do predčasnih volitev, je tudi Svoboda nanje pripravljena. Takrat, ko v športu izgubiš, ker nasprotnik ne igra po fair playu, se ne počutiš poraženega. Takrat si mogoče v nekem trenutku najprej presenečen, potem pa že snuješ načrt za novo tekmo. In natančno tako smo se tudi mi obnašali. Dosti časa za počitek ni bilo, mogoče bo čez poletje, ni pa nujno. Mogoče bomo pa čez poletje že v predvolilnih pripravah. Na to torej računate na predčasne volitve, to je jasno. Temu slednjemu, ne, v predčasnih volitvah bi mlada generacija v svojem tem nekem žargonu rekla delulu, ne. Ampak omenil je 2 koraka, ne, s katerimi nekako skušal zaustavljati oblikovanje desno-sredinske vlade, se pravi ta ideja tehničnega mandatarja pa ustavne pritožbe. Jaz bi dodal 3. korak, ki je bil predvsem tem, torej prvi korak je bil podkupovanje, poskusi podkupovanja posameznih poslancev, potem pa šele manevri s tehničnim mandatarjem in ustavnim sodiščem. Sicer je pa vendarle treba nekaj opaziti. Kaj zelo novega pa to, kar je sinoči izvedel Robert Golob, vendarle ni. Gre za retoriko, ki spominja v nekih delih na retoriko Janeza Janše,
ko je v opoziciji z veliko stranko, ne, ki ima tam 25 do 30 poslancev, o čem govorim? Moraš pač z te pozicije ves čas ustvarjati vtis, da bojo predčasne volitve jutri, pojutrišnjem, ne, da ohraniš voljni moment lastnih ljudi v stranki. Še vedno je Svoboda velika poslanska skupina, tudi v tem novem mandatu in ne, bila je ustvarjena pred 4+ leti za vladanje, torej ta opozicijska drža ni njihova naravna, ne? In vidim tudi vso to mobilizacijo z druge polovice tega tedna kot strah pred tem, da bi se v opoziciji preprosto razleteli. Ne? Kako poskrbeti, da torej ta velika razglašena ekipa ostane za silo skupaj, tako nekako. Ne? Ja, pri čemer potem reče, ne, zadnji korak, ne, ko je že mesec in pol ali kako že nazaj napovedal, da odhaja v opozicijo, ne, zdaj pa dela zadnje korake, da vendarle ne bi. Ne, mislim, kot prvo, Robi, kako si se pogajal sploh v prvih tednih, kot drugo, ne, najavil si, da greš v opozicijo, kot tretje, ne, branjenje demokracije in suverenosti. Pa, mislim, demokracija je dala rezultat volitev, kjer je bilo zelo očitno, da je 48 glasov šlo kontra temu, kar je vlada počela pač v prejšnjem mandatu. Ne. Tako da tukaj demokracija bi bila ogrožena, ne, oziroma bo ogrožena, ukolikor bi šlo za totalno prevaro, ko bi se dve stranki recimo kot privesek obesili na prejšnjo vlado Roberta Goloba in nadaljevali mandat, ali še hujše, ne, če bi Ustavno sodišče, v resnici se do tega še prideva, ne, poskusilo narediti tak mini državni udar, ne, s tem, da bi pravzaprav poskusilo preprečiti demokratični razvoj dogodkov. Ne. Glede tega, mogoče bomo poleti že v novi kampanji za predčasne volitve. Jaz sem prepričan, da gledamo nastajanje vlade za 4 leta. Seveda je vedno lahko kaj nepredvidenega, ampak v principu se mi zdi to tako. Če pogledaš že čiste interesne momente, ki držijo bodočo koalicijo skupaj, glej, Stevanović, roko na srce, uživa v svoji novi vlogi predsednika državnega zbora, zdi se mi, da izjemno dobro, izjemno dobro unovčuje medijski čas, ki mu ga je to daje. Ne? Moram reči, da tudi ljudje, ki ga 22. marca niti približno niso volili in jim ta resnica nekako ni prav pretirano simpatična, zdaj pridejo do mene pa mi omenjajo, da to je pa še edini, ki je nekako hranil trezno gled. Skratka, kombinira nek humor, s katerim je simpatičen marsikomu, pri čemer, kadar je sam tarča napada, to tudi nekako galantno odbije, ne gre v neke duele, ki bi bili zelo ad personam nesramni in tako naprej. Druga stvar, ne, demokrati. Demokrate bo 4 leta na to koalicijo priklepala ena zelo preprosta stvar. To je nekaj vedno bolje, če gledaš rast poslanskih in funkcionarskih plačanih služb, ne. In druga stvar, tudi strah pred izpadom iz parlamenta, če bi se ta mandat predčasno končal. Tako da tudi to, da so že na samem začetku zadevo, kot je interventni zakon, pa zdaj bo še pokop, dostojen pokop, ne, pa potem ta sprememba zakona o delovnih razmerjih in drugačno obračunavanje sindikalnih članarin, menda bo vse to v kratkem izglasovano. Torej, že na samem začetku so neke trde orehe dali z mize, kar pomeni mirnejšo plovbo kasneje. Ne? Tako da bi rekel, če bi bil Robert Golob v najinem biznisu, politični analitik, bi težko prišel do belega kruha. No? Sam to bom rekel. Ja, samo še eno stvar bi pokomentiral, ne? Ko je rekel, ne gre nam za oblast. Ma ne. Zakaj pa torej drugega? Se pravi, češ, ne, da ta predlog tehničnega mandatarja dokazuje, da njemu ne gre za oblast. Ne? Njemu je šlo za oblast, dokler ni bilo povsem jasno, da bo oblast prevzel Janez Janša. Ko je bilo povsem jasno, da bo oblast prevzel Janez Janša, je ponudil tehničnega mandatarja, češ, lejte se, če pa bo Janša, potem pa tudi jaz sem pripravljen. Mislim, bolje, da je nekdo drug kot Janša. Ne? V tem smislu nekako, ampak že zdavnej potem, ko je bilo že vse zmenjeno. Zdaj, če bi Robert Golob, ne, rekel, meni ne gre za oblast, lahko predlagam kakšnega drugega tehničnega mandatarja teden, 2, 3 po volitvah, ne, ko so pogajanja z njegovo stranko še potekala, mislim, da ne bi bilo prav težko ugotoviti, da bi vendar lahko prišlo do tega, da bi se recimo demokrati in resnica odločili, recimo, da pa lažje kot Janšo podprejo nekega tehničnega mandatarja. Zdaj, ko je že vse zmenjeno, je to pač nek pesek v oči. Vrača se nam, in to sem prepričan, da bo eden od leitmotivov mandata,
Black Cube, torej afera domnevnega poseganja iz tujine v rezultat državnozborskih volitev 22. marca. Spomnil se boš, kakšno zgražanje je bilo prve dni po volitvah, ko je Robert Golob veljal za relativnega zmagovalca in nekoga, ki bi utegnil sestaviti vlado, nad tem, da ima SDS kakršnekoli pomisleke o legitimnosti volitev, poglej, 2 meseca kasneje pa bi Levica in Svoboda razveljavili rezultat volitev, preklicali potrditev mandatov in tako naprej, in na podlagi česa, na podlagi res v narekovajih novih dejstev, ki sta jih ta teden v javnost prinesla Joško Kadivnik in Vojko Volk, 2 operativca. Žal bi to mogla biti 2 v bistvu neodvisna skrbnika tega represivno-obveščevalnega aparata, ampak sta to 2 operativca Roberta Goloba, ki se tudi očitno kot Golob soočata s tem sindromom izgube moči. Ja, pri čemer vse te velike najave in novosti, ki sta jih ta teden prinesla, so gledalci... Revolucionarno, So gledalci tedenskega safarija oziroma epizode Safari Special, izvedeli že 2 meseca, 2,5 meseca nazaj, mislim približno tam v tistem tednu, ko so bili posnetki objavljeni. Gre za kompilacijo, sestavljanko tudi posameznih izjav, da pa posnetki niso narejeni z umetno inteligenco. Da gre za podobnosti, kot jih poznamo iz takšnih primerov iz tujine, kjer je šlo za manipulacijo javno prikazanih posnetkov s ciljem vplivanja na volitve oziroma na volivce. Gre za utemeljene sume hudih kaznivih dejanj. So vsi indici, da so bile naše obveščevalne službe morebiti lahko tudi zlorabljene v namen diskreditacije političnih nasprotnikov, kar je pa popolnoma nesprejemljivo. Sova dela strokovno, zakonito in ponosni smo na svoje delo. Korupcije pa v naši državi veliko, pritoka umazanega denarja z Balkana je kakor hočete, pranja denarja v Sloveniji je veliko in bo treba se s tem spopasti, da se s tem spopademo sami, brez tuje pomoči. Peter, Sova dela dobro. Korupcije je veliko. No, ampak pazi, kaj smo mi dejansko novega ta teden izvedeli? Pazi, šef Sove pride in reče, posnetki so pristni, to je novica številka 1. Wow. Ker tega nismo vedeli že prej. In drugo, v izvorni posnetek, ki je seveda, če gledaš tista kosila in kave, in špagete in stejke in take stvari, da so trajali, po 2-3 ure, posnetki so bili, v njih je bilo poseženo z rezi oziroma so bili skrajšani in zlepljeni. Spet wow. Vsak dan zvečer, ko gledaš TV Dnevnik, ti dajo celo... Vsak prispevek TV Dnevnika je lepljenka. Ojoj. Noro. In ravno to sem želel reči. Torej, kar smo gledali takrat, ko so se tisti posnetki nalagali na spletno stran Anti-Corruption, klasični pristop preiskovalnega novinarstva. Greš z nekimi prikritimi ukrepi v akcijo, ko pač se ti tarča ujame, pogledaš, kateri deli so dejansko v javnem interesu, kaj bo najbolj odmevno, to se staviš skupaj in to je recimo nek preiskovalni prispevek, kot smo ga vajeni, na primer v Tarči, ali pa če gledaš klasični preiskovalni pristop, ni bilo nobene debate o hudih kaznivih dejanjih, ko je šlo za snemanje Vizjaka s Petanom, ali pa če grem še dlje nazaj v zgodovino Zorana Thalerja. Zoran Thaler, ko so mu britanski novinari pač nastavili past, smo to videli, priletel je v Ljubljano in isti hip, ko je pristal na Brniku, je bil bivši evropski poslanec. Danes je zgodba bistveno bolj kompleksna, ne gre to tako, govori Vojko Volk o sumih resnih kaznivih dejanj, pol bom rekel, pol zaprite vse preiskovalne novinarje v tej državi, če so to kazniva dejanja, saj res, saj ste skoraj ukinili Tarčo. Tako da to gre v ta kontekst, pa še, to me pa sploh zabava, pravi Joško Kadivnik, ni bilo z umetno inteligenco. To se pa Joško strinjam, ker je bilo z naravno neinteligenco. To pa ja. Pri čemer to, da je šlo za očitek je, češ, zlepili so samo tiste dele posnetka, ki so bili zanimivi.
Ne. Ja. Ne? Mislim, a zdaj je pričakoval, da bomo 3 ure gledali, ne? Oziroma pač vsak, ki karkoli tazga dela, ne? Pri čemer mi je pa ključno, ne? Slišati, torej ni šlo pa za kakšne lepljenke v smislu, da bi lepili, ne vem, različne odgovore, stavke, ki ne bi bili recimo eden za drugim, kot so recimo to na BBC-u delali Donaldu Trumpu. Vojko Volk po 4 letih, ko se poslavlja skupaj z Golobom, ugotavlja, da je korupcije veliko, pritoka umazanega z denarja z Balkana, kar češ, ja, seveda, poglejte svojega glavnega podpornika in arhitekta, tam nekje na osi ljubljanske nepremičnine mestna občina, pa imate pritok denarja iz Balkana, potem prav pranja denarja, kar češ. Bom dal en zelo preprost primer. 24 odvisnih družb GEN-I-ja po celi Evropi. Okay, in zaključuje, ne, Vojko Volk potem te dni v eni izmed večernih oddaj slovenskih televizij, ne, da boja proti korupciji ne bomo dobili, če ne bomo stopili skupaj z vseh strani. Ja, ne, ker to je vlada Roberta Goloba delala že cel mandat, ne, skratka zelo aktivno sodelovala z opozicijo v boju proti korupciji. Ne. Imam to srečo ali pa smolo, da sem že kar dolg v tem poklicu in mi neke nove izjave prikličejo ene stare glasove iz preteklosti in ko je rekel, in to bomo sami preiskovali svojo korupcijo, mi ne rabimo tujcev, ne. Se spomnim zadnjega govora legendarnega stanovnika v Dražgošah, ko je rekel, ne bo nam usiljeval fantomske koalicije ameriški ambasador. Ne, to se zgodovina dejansko ponavlja kot farsa. No, jaz imam pa tudi en spomin tukaj, ne, mene je pa to spomnil na tisti slovit We don't need money, we just need time. Ne? Se pravi, ko je Alenka Bratušek trojko pošiljala iz Slovenije. Ne? Še to, glede Black Cuba, imeli bomo 2 preiskovalni komisiji v Državnem zboru. Ena bo leva, ki se bo v glavnem ukvarjala s problemom naročnika, ne? In bo iskala seveda SDS in Janeza Janšo. Druga stvar, desnosredinska komisija, pa se bo osredotočila na vsebino in na uhajanje informacij iz policije, Sove in tako naprej. Najprej k stranki, pa potem od stranke k določenim medijem in pač civilnim organizacijam, če jim tako rečemo, ne. Pri čemer bi še enkrat spomnil na ta klasični novinarski pristop, kjer je najprej vsebina, pa daleč potem je pomembno, kdo je vir, ne, med drugim naj povemo, kdor tega ne ve. Novinar, na primer, niti na sodišču, ko pride do tožbe, ni dolžen razkriti svojega vira. Ne, toliko o tem. Je pa afera pravzaprav poskrbela še za nekaj šova te dni. Se je bila namenjena točno določeni stvari in to so te ustavne pritožbe. Ne? Ja, skratka, na ustavno sodišče smo dobili torej kar 2 ustavni pritožbi zoper izvolitev Janeza Janšo. Poglejva morda še 2 reperja, ne? Darko Nikolovski in Dušan Keber. Da ustavno sodišče razveljavi zapisnik o ugotovitvi izida volitev. Da razveljavi sklep o potrditvi mandatov poslancev. In tretja stvar je, da do dokončne odločitve zadržijo imenovanje predsednika vlade in vlade same. Ni dovolj, da ugotovimo na koncu volitev, ali so bili vsi volilni lističi pravilno prešteti, ampak tudi, ali so bili pogoji za oblikovanje odločitve na volilnem lističu pošteni. Vsi, ki se v tej naši ljubi Sloveniji ukvarjamo z ustvarjanjem, se zavedamo, da nas čaka od ponovnem prihodu fašistoidne politike na oblast hud kulturni boj. Nekaj časa je bil Janez Janša skeptičen, da so volitve bile prave, zdaj je druga stran. Na koncu država vendarle more funkcionirati. Socialni demokrati ne bomo tovrstne pritožbe vložili na ustavno sodišče. Tovrstna pritožba, zdaj malo sodim kot pravnica, dvomim, da bi bila uspešna. No, dejstvo je, da vsi resni pravniki, tu ne vključujem Meire Hot, možnosti, da takšna ustavna pritožba uspe, ocenjujejo kot minimalne, takšno odločitev pa tudi po mojem mnenju kot praktično nepredstavljivo in nevarno, ker potem lahko kar po tekočem traku razveljavljamo rezultate volitev, ko nam ne ustrezajo. Ne? Še posebej ostro se mi pa zdi, da sta to Golobovo logiko zavrnila v četrtek sinoči v Odmevih Cerar in Zobec, ne? Ko sta tudi same dokaze, ne? Ker Golob ponavlja, očitno prirejeni posnetki, ne? Sta te dokaze
da je dejansko s kaznivimi dejanji bilo direktno vplivano na izid volitev, ocenila kot bistveno premalo oprijemljive za kakršenkoli resen postopek, ne? In se vračamo k temu. Gre za mobilizacijo levih volivcev, potem, ko jih je v prvi vrsti ravno Robert Golob po volitvah pustil popolnoma na cedilu, ne? In slišiš verjetno tudi ti v zakulisju, posledično bes Milana Kučana, ki so ga menda komaj privlekli par tednov nazaj na tisto majsko ceremonijo nagrad, ne? Ki menda komunicira samo še z Zoranom Jankovićem, pa nekaj z Aleksandrom Čeferinom, nič več pa z Robertom Golobom, ne? In ta zadnji del je še zanimiv, ker nakazuje neke sramežljive možnosti, da se stranka SD v opoziciji malo repozicionira, rehabilitira in tako naprej, pri čemer potem po videnem v sinočni Tarči že nisem več optimist. No. Ja, pravzaprav tudi mene je to nekako, ravno kar praviš glede SD-ja, navdihnilo z nekim upanjem, da se vendarle na levi začne neka diverzifikacija, ne? Torej, morda bi bilo pričakovati, da bi socialni demokrati pod Matjažem Hanom podpisali recimo partnerstvo za razvoj po zgledu Boruta Pahorja. Prevelik korak za pričakovati, pa vendar, morda vsaj kakšen korak prej, ne? Ampak kar me pa zabava še bolj, ne? Torej, prej smo slišali, fašistoidna oblast prihaja, oziroma fašistoidna politika prihaja na oblast, ne? Zdaj, kdo so pa te, ki predtem opozarjajo, ne? Torej, v glavnem govorimo tukaj o raznih zelo totalitarno usmerjenih, ne? Recimo Svetlana Makarovič nosila bom rdečo zvezdo, ne? Njen pribočnik Boris A. Novak, ne? In tako dalje, Niko Toš, Boris Vezjak, Slavoj Žižek. Najbolj zanimiva mi je zgodovina reperja Nikolovskega, ti si izbrsko, jaz sem že skoraj pozabil. To je pa drugo, tukaj imamo eno rundo, ne, ta druga, ker sta dve ustavni pritožbi, ne, ta drugo je pa vlagal torej, ja, reper Darko Nikolovski, ne, sicer tudi kandidat mimo grede na listi Gibanja Svoboda. To dejansko ustavna pritožba stranke Svoboda, bodimo iskreni. Tako celo dve poslanki sta mu stali ob strani, ko je to našel, ne. Zdaj, po čem je pa znan Darko Nikolovski, ne, potem, da je avtor igre Postani partizan, ne, se pravi leta, mislim, 2019 ali 2018, nisem pripričan točno, nekaj takrat v tistem času je prišla ven, torej to je človek, ki leta 2018-2019 se ukvarja s tem, ne, in še danes, ne, kako postaneš partizan, ne. Zdaj, če smo mislili, da smo dali te stvari za sabo... Pokazala bova v Tarči, je bila potem tudi debata, kaj je, pa kaj ni civilna družba, ne, ampak pustimo to, kar potem politiki med sabo definirajo kot civilno družbo. Jaz, neka zelo zdravorazumska definicija, se mi zdi civilna družba, po teoriji naj bi bila tista, ki nadzira katerokoli oblast, ker se najbrž strinjamo, da vsaka oblast, ne glede na ideološki predznak, potrebuje nadzor, ne. Mi pa imamo tule v prvih vrstah civilno inicijativo ali pa družbo, ki nadzoruje vedno samo en pol, ko je na oblasti, ne. Tako nekako, ne. In predvsem tudi še kar mi je posebej zanimivo, ne, če gre, bom rekel, bodoča koalicija z nekimi ambicijami za prihodnost, ne, tukaj z temi fašistoidno-partizanskimi retorikami, ne, mislim, da smo zaznali nekaj, kar je ostalo globoko v preteklosti. Ja, poglejva še te duele iz Tarče, kjer je v bistvu bilo vse po starem. Luka Mesec programsko vodi, ne, opozicijo oziroma levi pol, potem sta pa Janja Sluga, Svoboda, pa tokrat žal Luka Goršek, SD, neki stranski figuri, ravno toliko, da je. Ne. Ja, ampak ne, glavni figuri so pa na drugi strani. To enostavno ni normalno, da Sova spremlja telefon določenega politika in da vse informacije, ki jih v tistem momentu dobi na znanja stranki, ki stranka potem preda medijem. Mogoče je to vam normalno. Popolnoma razumem, navajeni ste na tem trige. Jaz sem že 12 let v politiki, pa se mi kaj takega še ni zgodilo. Zato me čudi, da vaš telefon dobiva noge. Seveda, zato ker ste vi del sistema in niste nikomur nevaren. Mi smo pa antisistemski, mi smo tisti, ki preprečujemo korupcijo in se je cel režim nas ustrašil. In zdaj postavljate četrto Janševo vlado kot antisistemci. To, da se vam to ni dogajalo, je izključno zaradi tega, ker ste vi del korupcije.
Vi ste ustrajali v tej vladi zaradi 2 ministerskih funkcij pa 4 sekretarskih mest. Nehajte, prosim vas, prebrani ste kot prva vrstica pa okulistu. Ampak kar eni si zdaj jemljajo pravico, da bojo odločali o rezultatu volitev. Ampak gremo zdaj k temi, ne gremo konkretno. To je podaljšek leve politike, ki jo vodi Levica z veliko. Ja, tam noter so akademiki, tam noter so ljudje z znanstvenimi dosežki, tam noter so mednarodno priznani intelektualci. Nihče od njih se ni samo vklical. Civilna družba so taborniki, skauti, so mladinske organizacije, ki delajo z mladimi. Tudi to je civilna družba. Vsi drugi, ki imajo kaj pokazati. Ti, ki so pa futrani izdatno preko vaših, bomo rekli, odvodov in obvodov, in so zdaj pripravljeni na to, da bojo kolesa pognali, ki so bili 4 leta tiho, ko ste obremenjevali ljudi. Skratka, kar špetir, ampak če pogledaš res, ta, ki vodi v bistvu levi pol bistveno bolj, kot ga vodi Robert Golob, je še naprej simbolna figura Luke Mesca, v bistvu je ostalih 35 poslancev nove opozicije v njegovi službi, bi rekel. Janja Sluga je bila tam za okraske, žal tudi Luka Goršek, ki sva prej omenjala neko ločeno samosvojo pot SD-ja, se je tule zelo postavil na linijo tudi glede samih ustavnih presoj, je rekel, da je to pravica opozicije in tako naprej, skratka, ni želel nekako kontrirati in se mi zdi, da se na tem opozicijskem polu pravzaprav vse ostaja enako. Imaš stranko, ki dominira, ki ima pa samo 5 poslancev. In kar je posebej zanimivo, tudi vidimo lahko izjemno retorično spretnost, ki se iz tedna v teden kaže. Zoran Stevanović s tistimi izjavami, kot je prebrani ste kot prva. Ja, jaz tako bom rekel, marsikomu se je recimo v tem času zameril Anže Logar, o njem še bova kaj, po mojem z tistimi preglasnimi obljubami, da ga v vladi Janeza Janše ne bo, ki jih je zdaj mogel vzeti nazaj, medtem ko v isti, zelo podobni situaciji Zoran Stevanović figurira kot nekdo, ki je simpatičen, duhovit, provokativen, tako, bistveno bolj spretno krmari. Treba je pa opaziti tudi Janeza Ciglerja Kralja, ki je svoje čase v takšnih vročih debatah raje, podobno kot včeraj recimo Tadej Ostrc, stal zelo ob strani, zdaj si pa vzame to rokavico in gre v ring. Ko so že pri Zoranu Stevanoviću, mislim, da je zelo dobro potegnil pozornost tudi s tem razkrivanjem podkupovanja poslancev, o tem pa po predahu. Tako je. Se vrnemo. Se pravi, kater te 2 paket ti trenutno priporočam? Čakaj, Marjan, sam mal. Ej, Titina, prijatelj zanima, kjer paket ne vzame. Kako dober prijatelj pa je? Facefund, čak, dam na speaker. Marjan, Titina tukaj. Vsi Jožetovi prijatelji imajo Oranžni King. Nimaš kaj razmišljati. Si slišal, Marjan? Nimaš kaj razmišljati. Oranžni King. Sedaj prvi 2 leti po akcijski ceni. Če ti lahko zrihtam njeno cifro. Ja. T2. Dobrodošli nazaj. Torej, kot rečeno, ta teden pravzaprav spremljamo tudi še eno sago, lahko bi rekli v narekovaju korupcije, se pravi podkupovanje poslancev, 3 poslancem Resnice. To so nekako zdaj razkrili in tudi, kot pravijo, prijavili pristojnim institucijam. Se je ponujalo milijonske zneske za prestop v drugo stranko, konkretno v Svobodo, poglejva izjavo. Da so našim 3 poslancem ponujali visoke podkupnine za prestop v drugo politično opcijo. Nedeljko Todorović, Aleksandar Štorek in Boris Mijić. Takšen način delovanja politike je popolnoma nesprejemljiv. Mi smo zgroženi. Ne samo, da citirajo naša imena pred vrati Državnega zbora, poskušajo nas podkupiti. Imamo pisne izjave in ne samo ta denar bi prišel od vodstva javnih državnih podjetij. To je popolnoma nesprejemljivo. Imamo odvetniško družbo, ki pelje te postopke v našem imenu. In bomo ukrepali v skladu z navodili odvetniške družbe. Torej, moj vtis je tako, da stvar me ne prepriča kot dolgoletnega tudi preiskovalnega novinarja do te mere, da bi rekel, da je ubranljiva na sodišču. Se pravi, neuradno je bilo slišati številke 1,5 milijona evrov, 2 milijona evrov, tudi te tehnike, kako so bili prazni listi ponujeni na mizi, da se vpiše številka in tako naprej. Potem so ti 3 poslanci dali stvar v neke izjave na papir, ki je potem šel tudi tako malo teatralno od 3 poslancev Resnice k
predsedniku državnega zbora, ki je predsednik stranke Resnica, mimo grede, ne. Zdaj, če se na same navedbe malo oprijemljivega. Tam je omenjena ena kava z Janjo Sluga, potem ena pijača tam nekje na Obrežju Celjskem pri Savinji z nekim lokalnim podjetnikom, ki ima recimo vezi z Robertom Golobom in z Andrejem Ribičem, ne. In zdaj od teh številk, ki so bile omenjene neuradno, na dokumentaciji nismo prišli dlje. Nismo nič bolj natančno zvedeli, kvečemu manj, ne. Omenjala se je gotovina, pa potem stanovanje, hiša. V drugih dveh primerih, ne, v tem celjskem, so bili pa potem na delu posredniki. Pa se je nekdo oglasil pri žlahti, pa se je nekdo oglasil pri nekih znancih, ki poznajo poslanca. Tako, zdi se mi, če gledam potem na koncu na dokazni postopek, priče, sodišče, gor dol, da je to tista klasična situacija beseda proti besedi, ko se sodišče odloči, da to zadevo zavrže, razveljavi, tako naprej. Ja, zdaj kako, mislim, zdaj pričakovati. Torej, pričakovati je bilo, da so vložki visoki, da pač želi torej aktualna nomenklatura, lahko rečemo tudi vlada Roberta Goloba, nadaljevati mandat, ne, da je za njo pravzaprav to precej pomembno. Tako da pri milijonskih provizijah, o katerih sva že poročala v preteklih oddajah, se ne bi prečudil, če bi do česa takega prišlo in vendarle, ker gre za pravzaprav kar resna kazniva dejanja, tudi da so bili pač razni storilci previdni, ne, omenjalo se tudi direktorja Darsa, ne, in tako naprej. Glede na to, če gledaš modus operandi genija po Balkanu, veš, tisti primer v Albaniji oziroma na Kosovu, Kurti in tako naprej, jaz tudi sploh ne dvomim, da je to nemogoče, obratno, se mi pa glede pač dokazne moči zdi, da bo to zelo, zelo težko in po eni strani res, ne, imamo cel pravosodni mlin, tako kot zadnja desetletja deluje, verjamem, da je tistemu, ki prijavlja takšna dejanja, v resnici težje kot tistemu, ki se znajde v vlogi osumljenca, pa po drugi strani imam kljub temu vtisno, bom zdaj tako se zelo direktno izrazil, da če so želeli v resnici to resno speljati, potem so tisti 3 fantje, ki so bili deležni pritiskov, dali malo premalo jajc na biljardno mizo, no, tako bom rekel. Niso tvegali vsega. Po drugi strani so pa to speljali v resnici, v vodstvu resnice, bom rekel, lahko zelo spretno, ne, ker so na ta način pravzaprav dali vedeti, ne, vkolikor bi do kakšnega prestopa prišlo, oziroma kakšnega presenečenja na glasovanju, ki ga še, mislim, ki v času snemanja še ni torej minilo, ne, zato ne moramo komentirati, ampak ne, če bi prišlo do kakšnih presenečenj, ne, da lahko sklepamo, da gre pač za torej te. Ne. In potem je to predsednik njihove stranke dopolnil včeraj na predvečer glasovanja še z izjavo, da mora biti pripravljen na presenečenja. Ne. Tako da mislim, da je to bolj v tem kontekstu, ki ga dejansko No in med presenečenji tega tedna je pa tudi zgodba tako imenovanega tehničnega mandatarja, ne, torej pri Nataši Pirc Musar sta se že prejšnji teden sestala Robert Golob in Janez Janša in takrat naj bi Robert Golob ponudil, ne, da se on umakne in da podpre Svoboda kateregakoli tehničnega mandatarja, ki bi ga predlagala Nataša Pirc Musar za 2 leti do predčasnih volitev. In ko gre za tiste stvari, ki jih je najtežje obraniti z zdravo pametjo in jih racionalno pojasniti slovenski javnosti, takrat ne sta v akciji ponavadi Borut Sajovic in Nataša Avšič Bogovič, pa poglejmo tole. V Svobodi smo volivkam in volivcem obljubili, da bomo storili vse, da preprečimo vlado Janeza Janše. S tem namenom smo pripravljeni podpreti tudi tehničnega mandatarja za sestavo nove vlade, ki bi ga predlagala predsednica republike. V tem času, ko bi imeli tehničnega mandatarja, smo pa jasno povedali, da bi takšen predlog podprli za obdobje do največ 2 let in do predčasnih volitev. V tem času bi poskrbeli za ohranitev stabilnosti države in spremembo volilnega sistema. Cenim in pa spoštujem trud predsednice države, da se stori vse, da bi v Sloveniji dobili vlado, ki je blizu ljudem in široko sprejemljiva. Naj me slovnični naciji postavijo sicer na laž oziroma rečejo, da se motim, ampak a med cenim in spoštujem je kakšna pametna razlika, po mojem ne. Sam želel povedati Borut Sajovic, kako neizmerno je hvaležen Nataši Pirc Musar za ta pogovor, no bolj resno bi pa rekel neki. Če kdo, ne,
pustimo, da je cela stvar totalno neresna, ker se mi o tehničnem mandatarju pogovarjamo ne takrat, ko je bila Nataša Pirc Musar pa ustavi na potezi, ne, ampak v trenutku, ko nova koalicija že podpisuje pogodbo in dan pred tem, ko se voli mandatarja. Ampak mislim, da če kdo, je lahko Nataša Pirc Musar najbolj jezna spet na Svobodo. Zakaj? Očitno je informacija zdržala tako pri Janši, ne, kot pri njej en teden nekako v diskretnosti, da se je to torej sploh zgodilo in potem seveda kdo drug kot Robert Golob jo je epizodno zakartal oziroma namočil, ne, in je rekel, da je Nataša tam tik pred 5:12 neki probala s tehničnim mandatarjem, ne, ker iskreno, če bi bilo, ne, če bi pri Nataši Pirc Musar v trikotniku predsednica Janša Golob prišlo do kakršnega koli dogovora, potem bi to tako ali tako zvedeli, ne. Tako pa je to bila dejansko samo pobalinsko spuščena off the record informacija v javnost, kot si že sam pokomentiral, z željo, da Svoboda pokaže, da njim sploh ni do vladanja, samo da bi bila sprejemljiva, kot pravi Sajovic, vlada blizu ljudem in široko sprejemljiva. Če je slučajno mislil na tole, ki so imeli zadnja 4 leta, jim je volilni rezultat povedal, da so šli z 53 na 40 poslancev. Ne? Ja, mislim, kar je tukaj zanimivo, ne? Ja, kot že omenjaš, ne, kako je to pravzaprav Robert Golob, vsako stvar, mislim, se ne more zanesti na njega, niti malo. Ne se zanesti niti na to, kar on reče, že jutri lahko ne velja, ne? Niti to, kar ti njemu rečeš, da bo več kot dan, dva v diskretnosti. Nič ne, v bistvu je najbolje, da molčiš, ko je Robert Golob zraven. Ne? Tako je, ne. Zdaj druga stvar, mislim, Nataša Avšič Bogovič celo potem eksplicitno predstavi, torej, da je njihov program, eden in edini njihov program, torej samo, da na oblasti ni Janez Janša. Ne, to je v bistvu temelj njihovega programa. Kar mi je pa posebej zanimivo, ne, tukaj je pa vprašanje pravzaprav, zakaj? Kaj bi bil sploh namen tazga sestanka? Zakaj bi recimo Janez Janša šel na takšen sestanek? Ne? Ker ni ravno znan potem, da naključno hodi na kavice k Nataši Pirc Musar, samo zato, ker mu ravno čas ostaje in nima kaj početi. In sem dobil eno špekulacijo, zdaj, ne, da bi lahko šlo pravzaprav za vprašanje, zakaj to se sklepa, ne? Ker je tudi tako Janša kot Golob sta oba, oziroma Nataša Avšič Bogovič, ne, sta oba nakazala eno točko, ne, kjer so se torej strinjali. Ne. Janša pravi, da bo opoziciji ponudil roko za ustavne spremembe, pri čemer omenja spremembo volilnega sistema. Nataša Avšič Bogovič pravi, da bi imeli tehničnega mandatarja za 2 leti do predčasnih volitev in edina stvar, ki jo izpostavi, je sprememba volilnega sistema. Ne. Tukaj imamo pravzaprav 2 stranki, najmočnejši, 2 igralca duopola. Ki si želita to igro republikanci, demokrati v bistvu. Ne? Ki imata v parlamentu 57 poslanskih mest, torej ima manjkajo še 3, ne, 3 poslanska mesta za to, ne, da bi lahko uvedla to, kar si oba želita, večinski volilni sistem, ki bi torej duopol ne samo zacementiral, ampak zapečatil v ustavo za praktično nadaljna leta, ker z večinskim volilnim sistemom praktično bi v Sloveniji prišli do dvostrankarskega sistema, ki pa na nek način ustreza tako Janši kot Golobu. Ne? Vidim pa še en stranski cilj, zakaj je Svoboda tega ni mogla zadržati v tajnosti in so to dali v javnosti, in to je pritisk na Anžeta Logarja. Še enkrat več, ne, smo potem pod pritiskom te informacije, torej bilo je okno za tehničnega mandatarja, kako se boš odločil, a boš res raje izbral Janšo in tako naprej, ne? To je še enkrat letelo na demokrate in konkretno na Anžeta Logarja, ki je, kot sem že opisal v tej epizodi, v res eni nehvaležni situaciji na začetku mandata, pa vprašanje, kaj bo na koncu. Poglejmo pa skrajno, no to bi si že upal reči, preden zavrtimo, skrajno nenavaden pogovor z voditeljem Odmevov ta teden. V politiki, se veste, enkrat so besede tako, drugič so drugače. Lejte, to je kruta realnost politike. Jaz sem prepričan, da bomo demokrati zaradi tega verjetno plačali tudi neko ceno, ampak smo pripravljeni to prevzeti. Vi se še na položaj niste usedli, pa je že odprta fronta, sindikati zbrali so 47,000 podpisov za razpis referenduma na zakon, ki ste ga vi predlagali. Zanima me, kje je smisel to, da se sprejme nek zakon, lahko bi ga tudi kasneje
ne bi bilo nič narobe s tem. Ampak vi ste sprejeli zakon, še preden se je minister za finance usedel na svoj položaj, pregledal svoje finance. Vi kot gospodarski minister ste s tem razburili sindikate in odprli očitno res močno fronto, če so v nekaj dneh zbrali toliko podpisov. Torej, kaj je tu strateškega? Imate vi rajši više ali nižje davke? Postavil sem vprašanje. Ne, kot posameznik, kot državljan Republike Slovenije. Sprašujem vas o strateškem upravljanju države. Ampak vi imate rajte više ali nižje davke? Sprašujem vas o strateškem upravljanju države. Ne vem, zakaj ne morete odgovoriti. Lejte, Slovenija je po davčnem... Če rečeš, zato ker jaz postavljam vprašanja, pol tega ne narediš tako zelo na pol, ampak narediš to nekako, naprimer, kot Uroš Slak in rečeš, zato ker sem jaz tukaj voditelj in vam še enkrat postavljam to vprašanje. Tako da dajmo malo pognati kakšne hrbtenice, to je pod točko 1, drugo pa, no, da na hitro tole vse skupaj pokomentiram. Logar s tisto izjavo, ne, sej veste, v politiki besede enkrat tako, drugič drugače. Ja, sej okej, je to realna politika, si pa v kontekstu dogajanja dvomesečnega po volitvah s to izjavo tudi kakšne velike javnomnenjske koristi ni naredil, po mojem. Po mojem se Anžeta Logarja cenim tudi po zasebnih stikih, ki sem jih imel z njim, kot zelo razgledanega in tudi intelektualno močnega politika, tako da jaz vem, da se on zaveda, da je po domač povedan nategnil lep del svojega volilnega telesa, ne? Dobil je precej levih volivcev, kar tudi konec koncev dokazuje sestava njegove poslanske skupine, kjer ni ne Eve Irgl, ne njega. Tako da pač ja, rejtingi že nekateri kažejo 2,5, 2,9 in tako bo težko, ne? Mislim pa, da je zdaj v fazi, veš, kot na začetku v razmerju, ko na račun ljubezni do projekta, ki prihaja in ki ti zaenkrat še všeč, spregledaš marsikakšne druge red flage, bi rekli, ne? In si zaenkrat do neke mere meče samemu sebi pesek v oči, da se, če bomo pa vsaj na programskem delu 4 leta izpolnjevali to, kar so rekli, pol nas bojo pa čez 4 leta ziher volili, naj vpraša Gregorja Viranta kaj o tem, recimo, ne? No, to bomo še videli. Ne? Po drugi strani bi rekel, veš, vse na koncu bo zasedba te 16. vlade, kar se demokratov tiče, izpadla kot bo, še ne vemo čist, ne, po razrezu, pa vendarle, vsaj off the record je slišal, da ravno tam, kjer je največ obljubljal, tam se je najbolj otepal resorjev, ne, pa bomo videli, kaj bo na koncu prevzel. Drugo pa je, to pa moram tudi pokomentirati, nespodobna drža voditelja Žige Bonče, ki se je spustil na nivo opozicijskega politika, ker jaz sem imel tukaj občutek, da recimo neka, ne vem, Lucija Tacer polemizira ali pa Sara Žibrat z Anžetom Logarjem in obratna logika, ne, rekel je, povejte mi, kakšen smisel je imeti zakon, že preden ste pač se imenovali kot vlada, ki so že vsi proti njemu v luftu. Ne, obratno, Žiga, kakšen smisel je nasprotovati zakonu, še preden si ga prebral, še preden je bil sprejet v državnem zboru in tako naprej. Ne? Pričemer ga kar označi, ne, vi kot gospodarski minister, ne, pričemer še sploh ni jasno, ali bo zagotovo res gospodarski minister, no, ampak ko smo že pri tem, ne, torej sindikati, ki skočijo v luft, še preden se karkoli zgodi, ne, torej zbrali so podpise 47 v parih dneh 47 000. Kar je impresivno, ne, impresivno je tudi to, ne, da pravzaprav prvič, po moje, kjerkoli se sindikati zbirajo podpise za to, da ne bi znižali davkov, ne, to tudi pričemer ni kakšnih jasnih, recimo, drugih znižanj predvidenih, ne, ki bi se dotikali sindikatov. Skratka, sindikati delajo zato, da bi delavci plačevali višje davke, ne, in zbirajo podpise za referendum. To mi je genialno, ne. Seveda pa, ja, pač logično je, ne, ker oni potrebujejo pravzaprav, ne, kot smo na portalu zanima.me pisali te dni, ne, torej, da se borijo za plače delavcev, pravijo, ne, borijo se pravzaprav za to, da je gospodarstvo ravno na tistem nivoju, da so delavci nekoliko nezadovoljni, ker če kaj rabijo sindikati, rabijo nezadovoljne delavce, potem so plače sindikalistov vsekakor upravičene in te niso majhne, ne, kot bomo razkrili v Safari Special. Ja, v Safari Special tokrat opazili smo na družbenih omrežjih, ne, da polemika najna iz minulega tedna o Branimirju Štruklju dosegla približno 100 000 odzivov na omrežju Facebook
in rekla sva, ok, gremo deep dive o Branimirju Štruklju oziroma tem večnem sindikalistu, razkrijeva neuradne podatke o njegovih mesečnih zaslužkih, tako na sindikatu, kot tudi na gospodarskih funkcijah. Mislim, da bo marsikomu odprlo oči, ko bo slišal konkretne številke, pri čemer spomniva na tisto izjavo iz prejšnjega tedna, imam 3 ure, no, toliko lahko poveva, ni čistko ali pa sploh ni tako. Druga stvar, povemo tudi, kakšno kapitalsko omrežje je v bistvu okoli sebe skozi leta napletel Branimir Štrukelj, od tudi Sviza, če želiš, ki kapitalsko sploh ni nemočen, preko Modre zavarovalnice, Kada, Delavske hranilnice, kjer je ali pa je bil na funkciji v nadzornem svetu, gre za milijarde portfelja, in na koncu pridemo tudi na najmočnejše jedro te tranzicije, o kateri je recimo govoril Janez Janša, tudi preko SID banke, kjer je trenutno Borut Jamnik, razkrijemo te medsebojne povezave. Sicer Branimirja Štruklja, ki je, ne vem, če si to vedel, želel v mladosti postati igralec in so ga zavrnili na sprejemnih izpitih na AGRFT. Vse to torej v Safari Special. Evo, od, bom rekel, prvih spopadov, prvih vojn bodoče vlade, pa na spopade oziroma dogajanje na lokalnem nivoju v Ljubljano, se selimo tokrat z gostoma. In sicer z nami sta Rok Trkaj in Klemen Fajs. Lahko bi rekla, z nami sta v bistvu Savsko in Štepansko naselje, 2 potencialno velika bazena volivcev, na katere običajno stavi Zoran Janković. Tokrat pa se jim je zameril, bi lahko rekla, z parkirnim terorjem. Najprej lep pozdrav v Štepansko naselje in v Savsko naselje, obema. Tako da hvala za sodelovanje oziroma za obisk v Safariju. Morda za oba, za uvod eno tako vprašanje, zakaj sta zraven? Kaj je tista sprememba, ki vaju osebno motivira? Zakaj sta začutila ta klic, da torej sodelujeta pri tem zbiranju podpisov za mestni referendum? Gre za civilno inicijativo Cilj, tako da povemo. Morda kar Klemen. Ja, zdravo. Se pravi, mi v Štepancu se že zdaj kar precej mesecev borimo proti temu parkirnemu režimu. In pač, ko je bil ta parkirni režim predstavljen, uveden, je prinesel pač grozne posledice za nas, ki tukaj živimo. Že prvi dan je bilo napisanih več kot 100 kazni in nalogov za odvoz, ker ni bilo zagotovljenih nobenih dodatnih parkirnih mest, samo uveden nov režim, ki bo pa pač plačljiv. Se pravi, omejitve brez nekih rešitev. In to se pač kar ni hotelo spremeniti, zato smo potem tudi mi sklicali zbor občanov in zahtevali rešitev tle, ker pa se je zdaj občina odločila, da začne uvajati te režime še po preostalih ljubljanskih četrtih, pa smo rekli, ok, pač to pa je treba zaustaviti na nivoju cele Ljubljane, da bo šlo preostanek Ljubljane skozi isti teror, ki smo šli mi v Štepanskem, preprosto ni smiselno, da se bojo mogli vsi organizirati in zoperstavljati, ni smiselno, da jim to pač ustaviti zatret v kali. In zaradi tega smo se povezali z ostalimi prebivalci Ljubljane in ostalimi civilnimi iniciativami v Cilj in zaštartali tudi to akcijo Parkirišča so naša, v okviru katere moramo zdaj do 28. maja zbrati 11.500 podpisov. Zdaj, nanaša se to na ta, bom rekel, odlok o parkiranju, ki se ne nanaša samo na Štepansko naselje, pravzaprav velja na celotni občini Ljubljana, kar bi hipotetično pomenilo, ko bi se Janković odločil, lahko parkomate dobi celotna Ljubljana od Gamelj do Fužin. Ja, točno tako, Zdaj, Rok, ti si znan javni obraz, seveda tudi iz estradnega dela scene. Imam občutek, da se nekako osebno nerad postavljaš na eno ali na drugo politično stran v Sloveniji, zelo jasno. Si pa zelo aktiven, kritičen, pronicljiv, vedno bolj na družbenem omrežju X. Zanima me tvoj motiv. Zakaj si zraven, kje prepoznavaš svojo vlogo v tem mestnem boju, če tako rečemo? Ja, se pravi, to je treba vedeti, da je to že zgodba v bistvu 15 let že dolga. Da me je bilo že nekdaj privzgojeno, ker sem iz Savskega naselja, tukaj je živel moj dedek, tukaj je moj oče in tukaj sem tudi sam. In pač Zoran Janković že od samega začetka, pa bi to mogoče kdaj drugič pač povedal,
ni imel do Savskega naselja, bi rekel, dobrega odnosa, celo nasprotno, slab ga je imel. To je bilo postavitev metadonske klinike, to je bilo rušenje svetih stvari za nas. In to je bilo tudi, kot vidimo, recimo zdaj, športni park Savsko naselje, ki je ravno danes prišlo video, če ste ga videla, skate park, kakšen je, da je po 5 dneh že pravzaprav razpada, lahko pogledate pač na X-u, hkrati mi ljudje pošiljajo, se pravi slike, da se to spreminja v bazen, drenaža, skratka, jaz ne vem, Zoran Janković nesrečno roko nad Savskim naseljem, ampak tukaj je res veliko stvari, katerih se je lotil, je bila šlamparija. Rok, omenil si te slike na X-u, sva jih pogledala, potopljeno Savsko igrišče v Savskem naselju v prvem resnejšem dežju. Opisal pa si tudi, no in bi te prosil, če to za naše gledalce malo opišeš, neko tvoje bežno osebno srečanje z Zoranom Jankovićem. Kakšen občutek si dobil, no? Kako gleda na te kritike, kako se odziva Janković? Ja, se pravi, jaz bi rad samo omenil, da prva zdaj prioritetna je to, da parkirišča so naša, da zbiramo sklic za referendum, da to je pač prioritetno in to zgodbo, ki bom tudi povedal, je pač v okviru tega, ne? Da jaz se nekako zelo zavzemam, da če imamo mi, ne vem, da imajo recimo podjetniki v Sloveniji, da morajo imeti certifikate za 1000 enih stvari, moramo mi še više etično spoštovati, kar piše v statutu Mestne občine Ljubljana v poslovniku. In če piše subsidiarnost in decentralizacija, ja pismo, kaj se bomo vendar šli. No in ko sem jaz, se pravi, prišel na, bi rekel, to otvoritev, sem dal statut Mestne občine Ljubljana lepo na mizo, kar je prišla ena oseba prijazno, jaz vas ne morem zgrešiti, in sva se začela pogovarjati. Potem pa je prišla, se pravi, druga, ker pa kar začela se pravi napadati, sem se umaknil. Sem rekel, oprostite, jaz take komunikacije ne bi imel, prosim, če greste iz mojega zasebnega prostora, no, dokler se ne umirite, seveda, in potem so se začela spoštljivo pogovarjati. Osnova problematike je pa to, da, se pravi, ljudje smo tukaj v stiku s prebivalci Savskega naselja, recimo vsakodnevno. In ko se zbere anketa, da je recimo Linhartova cesta narejena slabo, da je nevarna za invalide, za otroke, za pešce, za kolesarje, in to statistiko oziroma anketo naredimo 2-krat, jo damo med obnovo, po obnovi, to predstavimo, ampak na Mestni občini Ljubljana se še vedno delajo, kakor ne se pravzaprav vse v redu. Zakaj? Ker entiteta po statutu v decentralistični, ampak tukaj v centralistični, torej župan Zoran Janković, ki dostikrat reče, jaz sem Ljubljana, se pravi, enostavno ne posluša ali pa ne vidi, da so stvari narejene površno, slabo in bi radi to komunikacijo tukaj vzpostavili, da če mi rečemo nekaj kredibilnega, kar nam ljudje govorijo, ne prisluhnejo, ker bodo tako naredili Ljubljano skupaj lepšo. In naš namen ni neka zlonamernost, destruktivnost, hujskaštvo, ampak je ravno to, da, se pravi, osnovna celica tukaj, ki mora biti stik z državljani, prva z meščani in meščankami, je četrtna skupnost. Četrtna skupnost je finančno zelo oslabljena. Skoraj da nič. Hkrati je pa to prva, bi rekel, ne fronta, ker to je preveč bojevito za mene, ampak prvi stik direktno z meščani in z meščankami, ampak ko pa mi tja pišemo, je pa to kot mrtvi rokav, ker ne gre do mestnih svetnikov in ne gre do župana gor in kaj se gremo. Hkrati je pa v statutu zapisana subsidiarnost. Torej, a bomo mi vrhunski tudi na področju Mestne občine Ljubljana ali ne? To je moje legitimno vprašanje kot, bi rekel, aktiven meščan, aktiven prebivalec Savskega naselja in aktivni državljan. In ravno to, ta zbor občanov pravzaprav se je dogajal ta teden v Štepanskem naselju. Klemen, ti si bil tam prisoten. Morda zanimivo še to, tukaj pravzaprav ta civilna iniciativa ima široko podporo, bom rekel, od leve do desne, se pravi od Jaše Jenulla, od stranke Levica Piratov, pa potem do demokratov, do Aleša Primca in tako dalje. Skratka, ne spomnim se, kdaj smo nazadnje videli, da bi se Jaša Jenull in Aleš Primc o čem strinjala. Se pravi... To je fenomen. Se pravi, to je fenomen. Tudi se pravi Nika Kovač,
ravno danes tudi se pravi, če imamo neko desno stranko, stranka straža tudi, da bo dala podporo. Se pravi, kaj se dogaja, jaz bi rekel, če se smem, v tem mestno-slengovskem izrazu, ki mislim, da pritiče tej situaciji, ljudi pa zar je ovo moguće. Klemen, morda še tebe eno izkušnjo iz tega zbora občanov, no? Kako je to potekalo z Zoranom Jankovićem? Jankovića ste, to smo lahko prebrali, žvižgal, menda je 3-krat, 4-krat želel ven iz dvorane. Kako je bilo tam na samem kraju dogajanja? Ja, bilo je kar pestro. Zdaj, mi smo upali, da bo občina prinesla tudi kakšne svoje lastne rešitve. Tega pa niso naredili. Namesto tega je pač Zoran Janković predlagal, da iniciativa umakne referendum, v zameno za to bomo imeli pa par mesecev dlje brezplačne dovolilnice. Pol se Robert Golob pa Zoran Janković ne strinjata glede tega, da je referendum edino, kar ljudje imajo v bistvu, ne? Mislim, ne vem, to je bila bolj taka jalova kupčija, oziroma jalov poskus kupčije, ker mislim, tudi če bi se dovolilnice vrnile, pa se vrne to, kar je bilo januarja, ker smo se zbujali ob 6-7, da bi šli na delo in potem bili, a mi je redarski pajek odpeljal avto, a sem ga sam drugje parkiral in se zdaj ne spomnim. Zvečer si prišel ob 9-10 domov in si bil tako, zdaj nekdo bo zgubil igro glasbenih stolov, pač nekdo se ne bo mogel parkirati, bo mogel iti v Fužine ali pa v BTC in pešačiti domov. Pač to, in ne samo to, pač, da je sploh prišlo do tega, kako je prišlo, občina je skozi desetletja prodajala ta parkirišča, jih prodajala zasebnim investitorjem, sama zidala ob njih infrastrukturo in tako povzročila stisko. In potem je ta zelo elementarna občutek tega, da to ni fair. In mislim, da tudi tako, če se vrnemo k vajni prejšnji poanti, zakaj pač je nek širok spekter, politični spekter ljudi, ki se prepozna v tem, je glizar tega, ker je ta krivica, ki se zgodi, toliko elementarna, toliko v oči bodeča, da pač nagovori praktično vsakogar. To, kar razlagaš, torej nekje od 1,2 parkirnega mesta na stanovanje, ko je bilo Stopansko naselje zgrajeno, ste prišli nekje do 0,7 parkirišča, ker so bila ta parkirišča potem strani mestne občine prodana Lidlu in ostalim trgovcem. Število avtomobilov pa vmes eksponentno gor. Kako daleč ste zdaj pri zbiranju podpisov do 28. maja rok? Ja, zaenkrat imamo dobrih 7,000 podpisov, tako da še dobrih 4,000 jih potrebujemo. Zato res pozivamo vse prebivalce Ljubljane, da se aktivirate, pač da preprečite, da se to, kar se je zgodilo nam, zgodi tudi vam. Mislim, da je to ful pomembno tudi, da se županu da nek signal, da način, na kakršnega se trenutno dela politika, ni okej, da se ne more samo uvesti nekega režima in potem ne tega korigirati. Biti tako, to je zacementirano, ne glede na to, če deluje ali če ne deluje, ne? Če ne deluje, je treba iti nazaj do planerske mize in reči, kaj pa bi delovalo, In tle občina je hotela na silo izvesti te stvari in je pomembno, da se da videti, da to ni način. Klemen je omenil signal županu, vemo pa rok, da jeseni, v sredini novembra prihajajo lokalne volitve, pa me zanima, tako razmišljate v okvirih te iniciative oziroma iniciativ tudi o tem, ali da se gre v neki obliki na volitve proti županu, ali da se podpre neko konkurenco, oziroma drugače, ali je neka želja tudi, da se po 20 letih enega razvojnega modela vendarle poskusi s čem novim. Mogoče s tabo končamo. Po mojem je tako, da je, jaz, ko sem se s Klemnom pogovarjal, ker ko smo se prvič spoznala, sem prvič hotel vedeti, a so čiste stvari tukaj noter, se pravi v cilju, a se gremo, a je to v bistvu stranka, ki nastaja, ali kaj je, in mi je iskreno zagotovil pač, da ne. In jaz mislim, da je civilna iniciativa, smo videli, kakšno moč pravzaprav ima, da stranke iz leve in desne, da v bistvu prehajajo skupaj in to je to. To je tista minimalna stvar, da lahko mi levi in desni, ki se bodo zamestno, da jim dajemo predloge in smo hkrati, kar bi moglo že vedno biti civilna družba, ki je v bistvu nek, bomo rekli v tem primeru, nadzorni organ. Če pa smatramo, pa mislim, da kot neka četrtna skupnost, pa kot svetniška lista za mestne svetnike, ki lahko to komunikacijo tudi damo, pa ne vem, mogoče, ampak to bomo videli. Prva stvar je zdaj, da se branimo,
pred temi, se pravi, ukrepi, da razširjamo informacije, da dobivamo zaupanje, da imamo, se pravi, čisto srce, zdravo pamet, oziroma se trudimo imeti in da ljudje enkrat dobijo ta srčen občutek, da se nekaj da. In izkušnje, ki prihajajo, recimo pride star gospod, ki kumi hod, ko smo na upravnih enotah. Pride pa ga vprašamo, smo mislili, a rabite kaj za upravno, kakšno pomoč, reče, ne, prišel sem podpisati za referendum. In ko vidiš ti pogled v očeh, a veste, kakšno moč, da to, kakšno suverenost, da to, kar predstavljamo, je res nekaj zdravega, ni nekaj kvarnega, je nekaj novega, je nekaj pač čistega in se trudimo, se pravi, naprej, da smo v takem duhu. Napake bomo seveda kakšno naredili, ampak jih bomo pač popravili in se trudili, da smo glas komunikacijski od ulic, od ljudi, pa do četrtne skupnosti, mestnih svetnikov, vse do županje, pun intended, ali županje. Tako, evo, srečno potem pri zbiranju podpisov, ne, kot rečeno, še 4000, če sem prav ujel, vam jih manjka, ne, in ne nazadnje v Savskem naselju ste verjetno naslednji, če pošte pancu, ne, če zadeva spodleti. Ja, se pravi, čim manj tega, kar se mi pa zdi pohvalno, da če poslušamo retoriko župana danes, ko je na Instagramu nekaj objavil, je že drugačen vibe. Že se bomo pogovorili, usedli in zmenili, namesto tistega, zdaj pa gremo mi na polno, ker kar je meni anomalija bila, da januarja, preden se ta odlok sprejel, zakaj se je cena odstavitve spajke zdvignila na 100 na 200 evrov? Hvala lepa še enkrat za to dozo zdrave pameti in obema lep pozdrav, pa uspeh pri zbiranju podpisov. Podpišite in uletite vsi. Babice, detki, sestre, sestrične, tete, tudi bratranci v kolenu pete. Ok, brati, sestre. Hvala. Čau. No, od Ljubljane, ne, pa še eni lokalni temi, ne, tokrat smo spet, bi lahko rekel. Zdaj to že kar taka klasična tema, rubrika, ne, čakanje dolge vrste pred zdravstvenimi zavodi. Kampiranje pred zdravstvenimi domovi, ja. In tokrat s posebnim dodatkom, ne, dobili smo torej razlago, ne, zakaj pravzaprav je potrebno, da leta 2026, po mnenju zdravstvenih odločevalcev, ne, ljudje stojijo po več ur od 3 zjutraj, kampirajo pred zdravstvenim domom, da pridejo do svojega izbranega zdravnika oziroma v tem primeru v Sežani do izbrane ginekologinje. Zdaj smo seveda spet imeli debato med državo oziroma zdravstveno blagajno in med pač dejansko šefi zdravstvenih zavodov, ne, ki očitno diametralno nasprotno gledajo na to stvar, sej zato pa smo brez rešitve, ne. Poglejva. Če bi odprli elektronsko pot, bi seveda lahko mladi, bi rekla, digitalno osveščeni pacienti to zelo hitro poklikali in bi starejši, digitalno manj osveščeni pacienti ostali lahko brez izbire. Mislim, najlažje je ostati na trenutnih pravilih glede izbire osebnega zdravnika in pa kriviti potem vodstva zdravstvenih domov, ker so takšne vrste, kot smo jim bili priča včeraj v Sežani. Seveda bi bilo potrebno spremeniti pravila. Ena izmed rešitev bi bila tudi ta, da bi se morda pacienti, ki so pač bili opredeljeni pri zdravniku, ki odhaja bodisi v pokoj, bodisi v drug zavod, da bi imeli vsaj za nekaj časa rezervirano mesto pri novem zdravniku in bi recimo v roku 1 meseca, 2, pač poljuben rok, morali priti podpisati to izjavo. Druga rešitev bi bila tudi na nek način elektronska opredelitev, smo vendarle v dobi digitalizacije. Mislim, jaz za Ano Vodičar iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje imam eno preprosto rešitev. Dajmo ukiniti vse spletne trgovine, recimo, pa spletno bančništvo dajmo ukiniti. Pejmo nazaj v 1980 v dobo brez interneta. Mislim, halo, glej, če do zdaj nisem imel, to moram priznati, ko sem gledal razne zgodbe tudi o preplačevanju v zdravstvu in o vsem tem nekega zelo čustveno izdelanega mnenja, ali je treba ta ZZZS razhajkati in razbiti ali ne, sem po tej izjavi, da moramo digitalizacijo 2026 preprečiti, imam samo en stavek. Uničite mi še danes ZZZS tak, kot trenutno je. Pač to je moje edini impuls, se opravičujem, če je bilo mogoče malo preveč v zanosu, ne. Sicer pa gledaj tole, kar je potem iz Zveze zdravstvenih domov, ne, povedal
Gospod, zdrava pamet, vse, kar je zdravorazumskega, torej dajmo vsaj začasno prenesti od starega zdravnika paciente avtomatsko k novemu, pa dajmo malo delati na digitalizaciji, nič, kar zdrava pamet zahteva, v tej državi ni uslišano. In če se vrnem na začetek, mislim, da je to malo tega, kar je Janša rekel, da te tranzicije nismo speljali do konca, oziroma v besedah gospoda iz Zavoda zdravstvenih domov, pač nimam besed, 3 pikice v resnici. Najlažje je, to je rekel, najlažje je, da večno ostane tako, kot je zdaj. Ja. Pri čemer mi je zanimivo, da ta debata poteka zdaj, ko smo o čakalnih vrstah pred domovi poročali že vsakič, ko so se zgodile, ne vem, več kot 10-krat, če se ne motim, že več kot 1 leto trajajo. Torej, halo, 1 leto, mislim, če bi bilo zdaj to ta prva vrsta, ko se je zgodila, ne vem, za Bežigradom, ki je bila prva, ne, je rekel, ok, v redu, dajmo se, ampak kje smo bili do zdaj, da se še vedno pogovarjamo o tem, da pravzaprav, oziroma da celo slišimo predstavnike ZZZS-ja, da so napredne rešitve pravzaprav nesprejemljive, ker bo nek dinozaver ostal zadaj, pri čemer razumem, seveda, morajo, ampak vsaka rešitev, pač v vsakem primeru nekdo ostane zadaj. Da bi nekdo rekel, ukinimo spletno trgovino, ker bosta Majer in Merše, ki dnevno uporabljata pač spletna orodja, poklikala ene hlače prej kot neka priletna gospa, mislim, halo? Ne vem. Me pa tudi, moram reči, da me pa skrbi tudi, ko sem poslušal varuha pacientovih pravic, ki je pa rekel nekako tako, da podobno kot ministrica pred časom, da je to vse problem organizacije na lokalnem nivoju. Mislim, morda bi si želel tudi, da pacientove pravice kdo malo bolj prebojen zastopa v tej državi. Ne. Mislim, da spada v tisto demografsko skupino, ki ima težave z spletnimi storitvami. Zdaj si žleh, ampak naj ti bo odpuščeno. Upam, da mu nisem naredil kakšne hude krivice. Ampak morda z prihodno vlado, ki prisega njen mandatar, oziroma ki je voljen njen mandatar danes, kakšna sprememba tudi na tem področju, mi bomo to spremljali. Tako. Nabit teden, nabita epizoda, tam nekje na 1,5 ure smo in napovedujemo na kratko še enkrat Safari Special, soboto zjutraj za naročnike in podpornike. Torej, če vas zanimajo neto mesečni prihodki Branimirja Štruklja, ki pravi vsaj javno, da ima 3 ure, če vas zanima, kakšno milijardno kapitalsko vzvodje je pravzaprav v ozadju večnega sindikalista in kako se to izteče v SID banki pri Borutu Jamniku, nekje v srcu tranzicijskega levega omrežja, potem ne zamudite razkriti v Safari Special. Tako je, objavljen bo na portalu zanima.me, kjer se lahko tudi naročite na naš portal in na ta način dostopate do sobotnih epizod, ki so pa dostopne samo naročnikom. Tako da za pičlih 69 € na leto, to je približno 1 kavica na mesec, za naše, bom rekel, za podporo našemu delu in seveda ekskluzivne informacije, ki jih dobite v oddajah Safari Special. Tako da upam, da se gledamo tudi v soboto, sicer pa lep pozdrav do prihodnjega tedna.